pravkar sem pa začutil, da bi nekomu rad podelil nagrado. Ja, in čas je za nagrado. Dajmo začeti z našo igro. Kdo je ta teden odgovoren za korono? Pokličite in poskusite ugad, koga ali kaj vlada ta teden krivi za slabo epidemiološko sliko. Prejšnji teden so bile to sedmine, kar je pravilno odgovoril Matic iz Ljubljane, a žal ni dovolj dolgo ostal na liniji, da bi nam dal svoje podatke. Meni je žal. Jaz sem še vedno tukaj, že cel teden čakam. Ja, žal smo ga spet zgubili. Škoda, koga imamo pa na liniji ta teden, da poskusi najti krivca tega tedna? Dober večer, Polona pri telefonu. Jaz bi pa rekla, da so krivi ljudje, ki so šli gledat prežig novoletnih luči. Oj, blizu ste bili, gospod Celec, ki vsak teden kliče z drugim glasom. Ampak glumci so dragi, come on. Odgovor je žal napačen. Pa vam dajmo razkriti pravilen odgovor. Gospod Kacin, izvolite. Res je padel sneg, ampak še vedno je druženje omejeno na člane istega gospodinjstva. Torej, če vidiš avtobus odraslih ljudi in avtobus otrok, ki se igrajo skupaj v snegu, to ni prava pot. Verjeli ali ne, ta teden je krivo igranje v snegu. Da so za nastalo situacijo res krivi otroci, svojo pretirano igrivostjo dokazuje tudi posnetek iz Kranja. Po spletu je zaokrožil tale posnetek, na katerem vidimo najmanj 20 otrok, ki se igrajo na območju tako imenovane rampe oziroma kolesarskega parka. Ko pa zagledajo vozilo mestnega redarstva, se hitro razbežijo. Čas so otroci bežali pred redarji, če so delali sranje, danes pa živimo v času, ko otroci bežijo, ker so se igrali. Hiter, bežimo, pa pospravite skiroje, da ne bo dokazal. Kdo točno je poklical redarstvo, ni znano, sumijo pa gospo s Pritličja. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.